Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o 5 korakih, ki so najbolj pomembni, da tudi zdaj čez praznike ostane vaše telo v ravnovesju, da se počutite dobro in da se vam ne zgodi tako kot mnogim in meni tudi v preteklih letih, da čez praznike se zgodi tako, kot bi se napihnila. In potem rečem, pa kaj je narobe? Tako da v glavnem, prva točka je, poskusite dati stran gluten. Zdaj pa rečete, pa saj potica je gluten, vse slaščice so gluten. Ja, vem. Ampak po drugi strani pa lahko zbirate zdrave sladice in tudi mogoče vi sami pripravite zdrave sladice. Minkina kuhinja vam bo pri tem pomagala. In recimo, pripravite ajdove slane piškote na strani 278. Pripravite recimo lešnikove kroglice, čokoladne kroglice, orehove kroglice, domačo čokolado, zdravo torto iz temne čokolade. In tisti, ki ste na moji mailing listi, vam bom poslala recept za čokolado s pistacijo. To je tako dober. Ta recept bi mogel biti v novi knjigi, ki pač še ne bo izšla, z mojimi recepti, ampak ko bo čas, se bojo se stvari zgodile. No, v glavnem, prva stvar, dajte stran gluten, ker glejte, če vi ne poslušate svojega telesa in občutite, da ob praznikih, ko jeste potico, ko jeste več dobre hrane, se zgodi, da naenkrat se tako postanete utečeni, da se vam ustavi prebava. To ni od tega, ker toliko preveč jeste, ampak od tega, da vaša sluznica v črevesju nabrekne zaradi pač glutena. Gluten sam po sebi je tista lepljiva snov v pšenici, ampak ker je pšenica močno škropljena, se lahko zgodi, da mnogi smo tako občutljivi na strupe, da enostavno naše telo to zavrne. In, glejte, če se vam dogaja, da imate večkrat težave z želodcem, da vam gre na bruhanje, slabost, tista občutek napihnjenosti noter v želodcu, potem, če imate glavobole, migrene, če imate povečano potrebo po sladkorju, načeloma vteklost telesa in občutek zabuhlosti, to je vse občutljivost na gluten. In dajte poskusiti, mogoče ste tako kot jaz, da moje telo enostavno, zdaj odkar sem prišla v meno, enostavno ne prebavlja več dobro glutena. In to je prva točka. Druga točka, da vaše telo zdaj čez praznike ostaja v ravnovesju, pomislite na inzulinsko past. Zdaj pa kaj je to? To pomeni, da lahko padete v neko zanko, kjer se preveč sprošča preveč hormona lakote, to je hormon inzulin, in hormona požrešnosti, to je pa hormon grelin. Zdaj pa kaj sta ta dva čudna hormona? Prvi hormon inzulin poskrbi, da ko mi pojemo hrano, ki ima pretežno ogljikove hidrate, in ravno včeraj sem razlagala hčerki, kako je bilo nekoč pri meni doma, ko smo delali iz krompirjevega testa, krompirjeve svaljke, in smo jih potem te krompirjeve svaljke seveda spekali, ocvrti so bili, in potresli potem še z drobtinami. Glejte, to je bila energijska bomba in ko smo pojedali to energijsko bombo, jaz danes vem, da ni čudno, da smo se vsi zredili. No, moja Karla je že prišla pomagati. A boš pomagala? Vesele praznike vsem, zdaj bi ji mogla dati gor še zvončke. V glavnem, moja Karla pride vedno v krog, takrat, ko nekaj se dogaja. No, v vsakem primeru, če ste občutljivi na inzulin oziroma če pojeste v enem obroku preveč ogljikovih hidratov, to pomeni, da vaše telo sprosti inzulin in ta presežek sladkorja stlači v maščobne celice. In na podlagi tega se vam lahko zgodi, da se sproži še drug hormon, grelin, ki pa povzroča, da potem v naslednjem obroku pojeste lahko tudi do 30% več hrane kot sicer. In to pač si rečeš, pa to nisem jaz. Enostavno postanemo lačni. Jaz dobro vem, kako to izgleda. Ko si naložiš še enkrat, pa veš, da si
da ne rabiš to hrane, ampak enostavno ne dobiš informacije, sita sem, ne rabim več hrane. No in če se vam to dogaja, pomeni, da se vam sproščata dva hormona, hormon lakote, inzulin in hormon požrešnosti, grelin. No zdaj pa kaj je potrebno narediti? Prva stvar, da pač ohromimo oziroma da ta dva hormona spravimo v ravnovesje, je to, da pred obrokom pojemo nekaj od vlaknin in poleg popijemo žličko kisa. Se pravi, solata za predjed, ki je okisana. In tisti kis popijete. Vam povem, kaj se mislim, imamo interno šalo. In moj prejšnji partner, Italijan, je bil tako čisto šokiran, ker sem jaz po kosilu, pa če to delam doma v restavraciji, tega ne delam, ampak v glavnem čisto je bil šokiran, ker po kosilu tisti kis v solati sem jaz enostavno vzela skledo in popila. In on šokiran reče, ne tega delati pred mojo mamo. In on tako, kdo to dela? In zdaj imamo zmerom interno šalo v angleščini. Don't do this in front my mother. V glavnem, če vi to delate, to doma, da popijete kis, verjemite mi, da je to najboljša zadeva. Zdaj pa zakaj? Ker vlaknine potem v črevesju nabreknejo, naredijo bariero, da ostala hrana ne more to hitro se spreminjati v krvni sladkor. In to pomeni, da če vi pojeste solato za predjed, se naredi prepreka, da hrana ne more tako hitro v krvni sladkor. In to pomeni dolgotrajna energija, dobro počutje, ogromno predvsem se vam ne sproži želja po sladkorju. Poskusite in boste videli, to je en tak trik, ki pomaga pri tem, da hitreje spravimo telo v ravnovesje in predvsem, da ne posegamo po nezdravih prigrizkih. Se veste, ko se nam sproži tista želja po še, mi hočemo predvsem nekaj, kar ima ogljikove hidrate ali pa sladkor. No, to je zdaj naslednji nasvet. Naslednji nasvet, se pravi inzulinska past, je tisto, kar pomaga. Kis, vlaknine pred obroki. Potem pa naslednja stvar, pospešite presnovo. Pospešite presnovo pa pomeni, da lahko pospešimo presnovo, to ni zdaj prebava, ampak kako delujejo celice, kako se porablja ta sladkor, ta energija iz hrane. Prva stvar. Po obroku 10 minut uporabljajte mišice. Zdaj, lahko plešete po obroku, lahko pomivate in plešete zraven, lahko obešete perilo, lahko greste na sprehod. Ampak prvih 10 minut po obroku je ključnih, da se porabi energija iz mišic, se pravi, to je glikogen, ga telo pretvori v energijo in potem se napolnijo te glikogenske zaloge z novo energijo za primer boja ali bega. Se pravi, prvih 10 minut po obroku migajte, dajte si musko, plešite, pospravljajte in samo najhitrejši porabo ta zaloga energije in iz obroka se pravi energija gre direktno v te glikogenske zaloge. Se pravi, to je pospešite presnovo. Naslednja točka pri pospešite presnovo pa moramo razumeti, da mi potrebujemo nekaj ključnih vitaminov in mineralov za samo presnovo. In to pomeni C-vitamin, magnezij. To sta dva, vitamin in mineral, ki sta vžigalca v celični membrani in vsaka mišična celica ima lahko celo 1000 mitohondrijev. In zdaj pomislite, mi potrebujemo kar precej tega C-vitamina, da pride do vžiga. Še se vam dogaja, da imate po obroku kepo v želodcu, potrebujete več C-vitamina. Se pravi, popijete kozarec limonade in s tem dobite kar nekaj C-vitamina ali pa dodajate prehransko dopolnilo C-vitamina. Naslednja zadeva, magnezij, ki ga dobite. Magnezij se nahaja v vseh oreščkih, v vseh semenih, kot so lanena semena, mandlji, orehi, lešniki. Se pravi, vsa semena vsebujejo magnezij. In če vi čutite pomanjkanje magnezije, to se občuti lahko tudi kot
nabijanje srca oziroma špikanje pri srcu, trzanje obraznih mišic, kronična utrujenost, hkrati se pa ne morete umiriti zvečer. Magnezij pomirja. Seveda, zadnjič sem srečala eno gospo, ki ima hude težave s srcem in pravi, pa katerega ne vzamem, jaz sploh si ne morem pomagati, imam težave s srcem, pa vzamem magnezij, pa dobim drisko. Ja, mogoče bi bilo pametno kombinacijo kalcij, magnezij. Pač jaz vem, da to, kar dobite pri meni na spletni strani srečnoživljenje.com, so dobra prehranska dopolnila in od tega ne dobiš drisko. No, tako da v glavnem, če čutite, da rabite dobro prehransko dopolnilo, dobrodošli, pač boste dobili dobra prehranska dopolnila. Še tole vam pokažem, glejte, fiber, vlaknine, jaz tole vzamem zjutraj na tešče eno tabletko, zraven kozarec, v katerega dam žličko kisa in je to. In to deluje na to, da sem dejansko cel dan brez občutka lakote, brez tistega, jaz moram zdaj nekaj pojesti, tisto, hočem čokolado ali pa nekaj dobrega. No, naslednja stvar pri presnovi je pa krom. A veste, kje dobite krom? Krom je mineral, ki ga dobimo v domačih jajcih ali v gobah. In se pogosto zgodi, da tega dobimo premalo, da ne dobimo dovolj kroma, tako da spet, mogoče bi bilo pametno spet razmisliti krom kot prehransko dopolnilo, ker v tem primeru pač dopolnite prehrano. Jaz vam bom spodaj dala pod video povezave, da boste lahko pogledali, preverili, če vas pokliče v redu, če vas ne pokliče v redu. No, ampak v glavnem, zdaj pogledamo naslednja stvar. Za presnovo je pa potreben še vitamin B6. B6 pa. Če imamo pomanjkanje vitamina B12, se ne veže. Če imamo pomanjkanje bakra, se ne veže. Če imamo pomanjkanje magnezija, se ne veže. Se pravi, pride do neke verižne reakcije. In če na splošno nimate radi mesa, mesnih izdelkov, mlečnih izdelkov, se lahko zgodi, da imate pomanjkanje tudi vitamina B6. In pomanjkanje vitamina B6 vodi do tega, da imate hormonske težave, da se ne počutite dobro, da vam zmanjka energije. V glavnem, pomanjkanje vitamina B6 vpliva tudi na to, kako se kako se sploh beljakovine spreminjajo v aminokisline in kako se razgradijo na manjše delce. Ja, pač dobro. Res je, da mogoče boste rekli, Minka, pač ti prodajaš prehranska dopolnila, pač ti je interes govoriti o tem. Ampak jaz sem to 1000% v to, da majčkanje je treba pomagati telesu z dopolnili, ker enostavno vsega ne dobimo s hrano. In včasih se kje zatakne, prav zaradi pomanjkanja določenih lahko samo prebavnih encimov in ne steče cela prebava skozi. Se pravi, zdaj, če pogledamo, prvi nasvet, dajte gluten stran. Drugo, pomislite, kako boste uravnavali sladkor in izognite se inzulinski pasti, oziroma pomembno je, da razumete srednji glikemični indeks. Lahko jeste vse, ampak kombinacije. Prej vlaknine, potem nekaj beljakovin, zelenjava, kuhana zelenjava, pač čim več tega, čim več kombinacije različnih stvari in čim manj krompirja, testenin in sladic, zdaj v tem času. Potem pospešite presnovo, sem zdaj razložila, in naslednja zadeva, spodbudite hormone. Zdaj pa kako spodbuditi ključen hormon, ki je tisti, ki pomaga pri tem, da se počutimo dobro. To je hormon DHEA. Hormon DHEA ga najlažje spodbudimo, če zvečer jemo pravo hrano. Zelenjava in beljakovine. Če jemo zvečer zelenjavo in beljakovine, ostaja sladkor v ravnovesju. Poleg tega, če zvečer vzamemo omega-3 ali pa da imamo v večernem obroku ribe in blitvo, na ta način dobimo dovolj nekaj omega-3 in s tem se sprošča proizvodnja hormona DHEA. Hormon DHEA pa pomaga pri tem, da se topi maščoba na trebuhu, da se pomlajuje obraz,
da se tvorijo spolni hormoni, da se pri moških tvori hormon testosteron, da se pri ženskah tvori estrogen, progesteron in tako naprej. V glavnem, hormon DHEA je ključen hormon za pomlajevanje in za topljenje maščobe na trebuhu. Najlažje ga sproščamo dejansko s hrano in z dobrimi občutki zvečer. Zdaj pa kaj delati za dobre občutke zvečer? Ja, prvo stvar, ugasnete televizijo oziroma zvečer gledajte nekaj, kar vam povzroča dobre občutke. Gledajte filme, ki vam povzročajo dobre občutke. Poslušajte glasbo, ki vam povzroča dobre občutke. Pejte nekam, kjer se vrti dobra glasba, ki vam povzroča dobre občutke. Pač delajte nekaj, kar vam povzroča več dobrih občutkov. Ker to je ključno za naše hormonsko ravnovesje. In zdaj nazadnje, 5. stvar za dobro počutje. Zmigajte svoje telo in sicer vadba. Ples, ok, to je ena zadeva. Druga pa, jutranja vadba. Če zjutraj, ko vstanete, razmigate telo, pomislite, če imate domače ljubljenčke, dobro veste, kako zjutraj izgleda, ko se mačka pretegne, ko se pes pretegne. Kaj pa vi? Mnogi še vedno začenjate jutro na ta način, da vstanete, pritavate do štedilnika, pristavite kavo in začnete dan s kavo. In zadnjič je en gospod rekel, jaz ne začnem na prazen želodec kavo, sploh ne, najprej popijem vodo. To je še vedno na prazen želodec, voda ni hrana. Tako da, če začenjate še vedno zjutraj najprej s kavo, verjemite mi, da to ni dober jutranji ritual. Dajte pred kavo, ki naj še vedno ostaja vaš jutranji ritual, in če ste še vedno na cigaretih in da razmišljate o tem, da z novim letom nehate kaditi, dajte, poskusite, meni je to pomagalo. Jaz sem si začela ponavljati 5 minut pred spanjem, ko sem želela nehati kaditi, jaz sem nekadilka, jaz sem nekadilka, jaz sem nekadilka, jaz sem nekadilka, jaz sem nekadilka. In zjutraj, ko sem se prebujala, jaz sem nekadilka, jaz sem nekadilka, jaz sem nekadilka. In ko sem jaz nehala kaditi, oziroma mi zmeraj manj pasal kaditi, vzamem cigaret, tako, cigaret, jaz sem nekadilka in ga dam nazaj. In potem, ko mi je zapasal kaditi, pržgam 1, 2, 3 dime, jaz sem nekadilka. In počasi sem nehala kaditi, v enem mesecu, samo s tem, da sem si ponavljala, jaz sem nekadilka, sem nehala kaditi in jaz sem nekadilka, zdaj že skoraj 30 let, pa sem 10 let aktivno kadila. Pač ko po eno škatlico Marlbora na dan. A veste, tako, vi lahko spremenite vse, kar se vi zamislite. In če želite jutranjo rutino majčkeno spremeniti, moj dan se vedno začne. Prižgem svečko, ko vstanem, najprej vstanem, kozarec vode, kis, 1 tabletka fibra, potem pa grem do mojega oltarčka, ki ga imam tam zadaj, prižgem svečko, se zahvalim svetlim silam za nov dan, rečem stvarstvo, katero sporočilo je zame danes pomembno. Pa da vidimo, katero sporočilo je za vas pomembno. Čaka vas ljubezen, varno je ljubiti. Ampak vsaka ljubezen se itak začne z vami samimi. Koga vi prinašate v odnos? Vas same. Kdo ste vi? Kakšne navade imate? Če imate še vedno navade, ki vas uničujejo in druge uničujejo, mogoče bi bil čas, da kakšno nezdravo navado pustite. Vi prinašate sebe v svoj vsak odnos. Delam dobro in dobro se mi vrača v življenju. Jaz res verjamem v dobroto, res verjamem v to, da če daješ dobro, se ti vedno, vedno vrača in zaupanje, zaupam toku življenja. Jaz sem to sliko tamle gor, Katarina Vidmar mi jo je podarila, zaupam toku življenja in ta slika me pominja na to, zaupam toku življenja, vedno se bo vse uredilo. In tale slika, a veste, kje je nastala? Nastala je na Visu.
In s Katarino Vidmar in z njeno hčerko in še z eno gospo smo šle v zeleno špiljo. In pač nek lokalni ribič nas je z enim čolnom peljal tja, tok, 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 tok. In niti ni pomislil, koliko ima nafte ali pa benzina, v glavnem, na sred morja smo obstali, ker mu je zmanjkalo goriva. In a veste, kako je bilo dobro? Mi smo skakali iz tistega čolna v vodo in spodaj noter je bilo tako, kot bi se prepletale energije, kot bi bili žarki svetlobe. Tako neverjetno je bilo, zaupam toku življenja, vse je v redu, pač obstali smo sred morja, fajn se imamo. On je poklical nekoga, ki mu je pripeljal tisto nafto, tisto gorivo in potem smo odpeljali naprej, tok, 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 tok. In vse je bilo v redu. Zaupam toku življenja, tudi če včasih obstanemo sredi ničesar. Nekaj se bo zgodilo. In ta čas se imej fajn. Tudi če obtičiš, ta čas se imej fajn. To je sporočilo te karte. Zaupaj toku življenja. Pač vse bo v redu. In potem grem narediti tibetanske vaje, se zavrtim okrog svoje vsi, blazino na tla dam in potem naredim vrelec mladosti. In ta vrelec mladosti zdaj delam že 20 let. In to je nekaj, kar mi pomaga pri tem, da sem kolikor toliko v ravnovesju. Pač nam reka, da sem vedno mlajša, ker pač kronološko grejo leta. Ampak kakorkoli obračamo, ne? Gre se za to, da ne glede na to, koliko let imamo, kaj me boli, kaj boli, a je kaj narobe z mano, pač ne, da sem v svojem telesu popolnoma zdrava. To je tisto. Tako da sem v ravnovesju. In zdaj mogoče opazujete slike, ki jih imamo tukaj. Glejte, te portrete živali je naslikala moja ta mala hčerka, Anja. In tista zraven je pa naslovnica knjige Ko imajo čakre žur. Tako da ja, ko imajo čakre žur. Že zjutraj spravim čakre v ravnovesje in potem teče dan svojo pot. In gre lepo. Zato, glejte, zdajle čez praznike, dajte samo pomisliti, koliko pojeste slaščic. To je prva zadeva. In če že jeste slaščice, dajte pripraviti zdrave slaščice iz te moje knjige Minkina kuhinja in boste videli, kako se boste dobro počutili, kako boste imeli več energije, kako vam bo ostajala energija in potem naredite še kaj dobrega za sebe, za dobro počutje in je to to. Tako da v glavnem uživajte. Tale video sem posnela z namenom, ker včeraj sem imela webinar in nekako nekaj ni bilo z energijami v redu in sem se odločila, da bom posnela video za vse vas, ki vas zanima, kako zdajle čez praznike uravnati hormone, predvsem pa poskrbeti za to, da se ne zredite, da se napihnete in da prazniki minejo tako mirno, dobro in predvsem ne glede na to, koliko ljudi imate okrog sebe, nikdar ne pozabite, da ste sebi najbolj pomembna oseba in da sebi lahko pričarate ali pekel ali nebesa. Da ni pomembno, s kolikimi ljudmi ste obkroženi, ker vemo, lahko smo obkroženi z množico ljudi in se še vedno počutimo sami. Ali pa smo sami in se počutimo obkroženi z vsem dobrim in je vse v redu. Pač, ta občutek samosti ni povezan s tem, koliko ljudi je okrog, ampak z notranjim občutkom izpolnjenosti. Tako da vam želim predvsem to. Poskrbite, da se boste vi počutili notranje izpolnjeni in potem bo v vašem življenju tako ali tako vse dobro. Tako. To je to, kar sem želela za danes deliti z vami. Uživajte in se vidimo v naslednjem videu čez par dni. Tako da uživajte. Lep je tale čas. Ja, lep je tale čas, ampak res je pa povezan s tem, koliko si mi naredimo lepo. In tako da poskrbite za to, da vam bo lepo. Uživajte.